Danes v Pomurskem dnevniku evropske volitve in nenavadna volišča. Specialna olimpijada v Lendavi. Mura klonila v Ljubljani. Pomurskemu poslancu ukradli identiteto. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred vrati so evropske volitve, na katere se bomo v Sloveniji podali v nedeljo. Preverili smo, kje so najbolj nenavadna volišča po Evropi. Evropske volitve ne potekajo samo v Evropi oziroma na evropski celini. Torej, evropske volitve potekajo tudi izven celine. Na skrajnem vzhodu v Tihem oceanu obstaja otočje imenovano Wallis in Fortuna, ki pripada Franciji. Tam ima pravico se udeležiti volitev kar 12.000 prebivalcev. Pravico oddati glas pa imajo tudi prebivalci otoka Reunion, to je pa francoski otok, ki leži v Indijskem oceanu. Tudi v Evropi volitve potekajo v precej oddaljenih koncih držav članic. Recimo Laponska na Finskem, tam morajo volivci prepotovati do 100 km, če ne še več poti, da pride sploh do volišč. Zato se večina odloča, da oddaje svoj glas predčasno. Zanimiv podatek je, da 30 do 40% Fincev odda svoj glas tudi po pošti. Morda še zanimivost pa je ta, da se volitev udeležujejo tudi vojaki. Za njih to predstavlja izziv, sploh za tiste, ki so na misijah po svetu, kot za tiste, ki upravljajo službo na podmornicah. Zanimiv primer predstavlja tudi kraj Bar-le-Hartog. Ta kraj je zelo zanimiv v kontekstu evropskih volitev. Prebivalstvo tam je namreč razdeljeno. Ta kraj se dejansko deli na dva dela, na nizozemski in na belgijski del. Nizozemski del se bo odpravil na volišča danes, 23. maja, medtem ko bodo Belgijci oddali svoj glas 3 dni pozneje. Velika razlika je tudi v tem, da je v Belgiji volilna udeležba obvezna, na nizozemskem temu ni tako in temu primerna je tudi volilna udeležba. Namreč volitev na nizozemskem se udeleži 37% prebivalstva, medtem ko v Belgiji ponosnih 90%. Evropske volitve v državah članicah torej ne potekajo na isti dan. Prvi volivci so na volišče tako odšli že danes, prav poseben primer pa so Čehi, kjer volitve potekajo 2 dni. Na nizozemskem svoj glas oddajo danes prebivalci in istočasno tudi prebivalci Združenega kraljestva. Irci se bodo podali na volišča jutri. Kot zanimivost pa imajo prebivalci Češke privilegij, da lahko oddajo svoj glas tako v petek kot v soboto. V soboto se bodo na volišče odpravili tudi Slovaki in prebivalci Malte. Za vse ostale države članice pa bodo volitve potekale 26. maja, to pa je v nedeljo. Vas, gledalke in gledalci, pa ob tej priložnosti še enkrat vabimo, da se to nedeljo odpravite na volišče in podprete svojega kandidata. V Lendavi je potekala specialna olimpijada, na kateri so se tekmovalci pomerili v 3 različnih disciplinah. Organizacija dogodka je pripadla dvojezični osnovni šoli v Lendavi. V Lendavi je potekala že 26. specialna olimpijada. Dvojezična osnovna šola je po 11 letih ponovno organizatorka 26. specialne olimpijade Mariborsko-Pomurske regije. Tokrat je prijavljenih 16 šol, zavodov iz te regije in se zelo veselimo oziroma tega dogodka. Tekmovalci so se pomerili v 3 disciplinah. Danes se bodo lahko preizkusili naši otroci, mladostniki pa tudi odrasli s posebnimi potrebami v 3 kategorijah športnih, in sicer v atletiki, v elementih košarke in pa v namiznem tenisu se bodo pomerili med sabo. Najboljše lahko čaka tudi nagrada v obliki tekmovanja na svetovni specialni olimpijadi. Zelo so res zagreti in veliki športniki, res z srcem in z dušo, in se res pripravljajo na tale dogodek, ker v bistvu lahko tudi tale dogodek lahko jih popelje tudi s kakšno medaljo naprej celo na svetovno specialno olimpijado. Tudi tokrat so bili na dogodku prisotni prostovoljci, tako kot vedno v takšnih primerih so bili tam tudi zaposleni v Leku. Novartis in Lek kot del Novartisa je seveda družbeno zelo odgovorno podjetje. Naša primarna skrb, naše poslanstvo je torej podaljševanje in pa
izboljšanje kvalitete življenja in kot takšni nam je izjemno pomembno, da v lokalnem okolju pomagamo, kolikor se le da. In že vrsto let se udeležujemo aktivnosti v okviru prostovoljstva. S pomočjo takšnih dogodkov se zaposleni potem lažje vrnejo na delovno mesto in še bolj cenijo zdravje. Dejansko taki dogodki me obogatijo, s tem začutim in zrastem, napolnijo me, lažje se vrnem na svoje delovno mesto in dejansko spoznam, koliko je vredno zdravje in vse naše poslanstvo, ki ga dajemo. Ta dan je tisti, ki ti da dodano vrednost oziroma je plus k našemu delu, k našemu poslanstvu naše družbe. Zadovoljstvo nad tem, da je specialna olimpijada potekala pri njih, pa niso skrivali niti na občini. Zelo smo veseli, da so izbrali prav Lendavo, saj kot vemo, Lendava kandidira za Evropsko prestolnico kulture, tako da tudi to je že znak, signal, da mislimo resno in želimo res na vseh področjih sodelovati in ustvarjati. Ob tem je poudaril tudi zgledno sodelovanje Leka z lokalno skupnostjo. Zelo smo veseli, da tako veliko podjetje kot je Lek vključuje svoje delavce v prostovoljske organizacije oziroma da pomagajo prostovoljno. To je nek znak, da je delodajalec dober in da dela tudi na sožitju ljudi in pa dodane vrednosti za lokalno skupnost. Vsi pa so se na koncu strinjali, da je bilo bolj kot tekmovanje pomembno samo druženje. Nogometaši Mure so imeli priložnost, da bi si že včeraj zagotovili 4. mesto v letošnji sezoni. Črno-beli so napadali, Olimpija je dosegla edini zadetek na srečanju, potnika v Evropo pa bo dala Fazanerija. Srečanje v Ljubljani so boljše začeli domači, ki so imeli terensko pobudo. V 17. minuti bi glavni sodnik Roman Glažar lahko pokazal na belo točko, a je njegova piščalka ostala nema. Mura je do prve priložnosti prišla v 25. minuti srečanja, toda Nino Kauter iz 2 poskusov ni uspel matirati Nejca Vidmarja. V 39. minuti je z močnim strelom poskušal Luka Šošnjara, ponovno je bil na mestu Vidmar. Mura je imela v prvem polčasu še eno lepo priložnost, a je Nik Lorbek meril preko vrat. Prva priložnost v drugem delu je ponovno pripadla Murašem, po podaji Šošnjare pa je Rok Sir zgrešil vrata. V 59. minuti pa šok za navijače Mure. Pred vrati je strelom poizkušal Kadrić, žoga pa se je med Murinimi branilci nesrečno odbila točno na noge Čekičija, ki je zadel za 1:0. Mura je po prejetem zadetku še bolj pritisnila proti vratom Olimpije. Najprej je Vidmar ubranil strel Lorbko in Tomiju Horvatu, nato pa je Žan Karničnik meril preko vrat. Črno-beli so navkljub porazu zadržali 3 točke prednosti pred Celjani, kar pomeni, da bo v potnikov Evropo odločila Fazanerija. V Murski Soboti se bodo v soboto ob 17:55 za 4. mesto pomerili ravno Muraši in Celjani, Črno-belim pa za Evropo zadostuje že točka. Pomurski poslanec iz vrst stranke Nova Slovenija se je srečal s temno platjo spleta. Bil je namreč žrtev spletne kraje identitete. Različne oblike kraje identitete, v kateri se nepridipravi bodisi z namenom pridobitve določene koristi, bodisi v želji škodovati ugledu žrtve, javnosti predstavljajo z lažnim imenom, se že dolgo ne srečujejo le znane osebnosti. Potencialne žrtve smo tudi vsakdanji uporabniki, a je tveganje pri vidnejših osebah toliko večje. Najnovejša tarča spletnih tatov je postal pomurski poslanec in kandidat za evropskega poslanca Jožef Horvat. Kot kaže, je neznanec zlorabil njegovo fotografijo, ime in priimek ter pod lažno identiteto ogovarjal uporabnike družbenega omrežja Facebook. Neprijetno izkušnjo je pomurski poslanec delil v objavi na spletu. Kot je zapisal, ga je na kraju identitete pravzaprav opozoril drug uporabnik Facebooka, ki se mu je tudi zahvalil za poslano sporočilo. Gre za še eno spletno goljufijo, zato prosim bodite previdni in oddajte prijavo Facebooku, če vas kontaktira ta oseba, ki se pretvarja, da je jaz, je uporabnike družbenega omrežja pozval Horvat. Na Sobota Info poročajo o novem videospotu skupine Etnotrip. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo precej sončno, verjetno za kakšno ploho in nevihto bo majhna, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 14, v Murski Soboti in Radencih 17, v Lendavi pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo precej sončno, verjetno za kakšno ploho in nevihto bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 8, dnevne pa okoli 23 stopinj Celzija. Tudi v soboto in nedeljo bo zjutraj in dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet pogostejše. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 14, čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.